Dober dan vsem. Poglejmo zdaj eno obnovo glede množic števil, številskih množic. Tukaj imamo množico naravnih števil, nič, 1, 2, 3 in tako naprej. Čeprav po konvenciji nekateri ne vzamejo ničle med naravnimi števili, začnejo z 1, 1, 2, 3. Potem imamo, ta je notri v množici celih števil, kjer imamo vsa cela števila tudi negativna, -4, -3, -2, -1. Potem vse to je v množici racionalnih števil. V množici racionalnih števil so vsi možni ulomki. In če jih napišemo v decimalni obliki, ali imamo končna decimalna števila ali pa neskončna decimalna števila, ki pa so periodična. Cifre, števke se ponavljajo v neskončnosti, torej neskončna periodična decimalna števila. Tisto, kar ni v množici racionalnih števil, so neskončna neperiodična decimalna števila, kjer se cifre, števke ponavljajo brez nobenega pravila. Na primer pri izrazu korenov, koren od 5 ali minus koren od 5. Ta je primer, torej nad množico racionalnih števil imamo množico realnih števil. In jasno, množica realnih števil vsebuje množico racionalnih števil, ti so primeri števil, ki niso racionalna, so iracionalna števila. Minus koren od 5, tretji koren od 7, koren od 11 tretjin, logaritem z osnovo 2 od 3. Potem nad množico realnih števil imamo množico kompleksnih števil. Torej, da razjasnimo to stvar. Mi imamo, če ponazorimo drugačen način, imamo realno os, imaginarno os, torej tukaj imamo vsa realna števila, tukaj imamo imaginarna števila, na primer i, 2i, minus i, ki imata skupno ničlo, nič je tudi imaginarno število, in vse to je v množici kompleksnih števil. Tukaj imamo še druga kompleksna števila, kot na primer ta števila oblike a plus bi, 2 minus 9i. Ta koren od 5i je prav imaginarno število. Ena polovica plus koren od 3 polovici, naravni logaritem od 2 plus 13i, vse to imamo vse v množici kompleksnih števil. Tako, prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.